spoštovane žene, matere in dekleta, pozdravljeni vsi ostali, ki ste se odzvali našemu vabilu v tako lepem številu. Prav prisrčno pozdravljam našega župana, gospoda Tomaža Drolca, podžupana gospoda Mirkota Kepica, ravnateljico osnovne šole Komenda Moste, našo občanko gospod Miro Rek, naše dva svetnika, gospoda Vida Koritnika in še svetnika gospoda Miha Repnika. Pozdrav tudi vsem medijem. Z navzočnostjo boste počastile praznik, ki je v enem mesecu obeležen kar dvakrat. In sicer 8. marec, dan žena, in 25. marec, materinski dan. Vsak narod si predstavlja mater, ženo v svoji podobi in na ta lik spremlja in označuje narode po svetu. Vstopili smo v svet brez meja. Praznik, ki po svetu združuje žene in matere z namenom, da odpravi krivice in trpljenje, je vse večji, močnejši. Znana dela velikih Slovencev, od Prešerna, Cankarja, Voranca, do Zvikarjev, Gasparija, Groharja, Jakca, Perka in drugih, je lik naše matere in žene tih, ponižen, skromen, neopažen, a pošten. V obdobju industrijskega razvoja se je ta značilnost spremenila, žene in matere so se pridružile moškim zahtevnim delom in začele so se uveljavljati izven svojega ognjišča. Življenje jih je utrdilo, vrnilo samozavest in čas tehnološkega razvoja je bil nov izziv za dokazovanje. Uveljavile so se na zahtevnih delovnih mestih kot znanstvenice, funkcionarke in menedžerke. Vendar pa v vseh teh obdobjih niso zanemarile svoje vloge materinstva. Kljub vsemu razdajanju v poklicu je skrb za družino še vedno ostala tista prva, kot jo opisuje Ivan Cankar. Takšna je in bo ostala slovenska mati. Ni potrebno, da je žalostna, ostaja vesela in srečna, uživa v svoji vlogi kot vzgojiteljica novih rodov. Nezaupanje, strah in negotovost je odveč. Med nami so velike družine, zdrave, trdne, delovne in poštene, ki živijo v slogi in zaupanju. Življenje je utečeno in takšnim se pridružujemo tudi mi. Prav naši otroci nas spodbujajo, da prisluhnemo njihovim iskrenim željam. Veliko lepega je izrečeno, kot nam otrok zaupa: mama, ti si edina, kakor domovina. Rad te imam in za vse ti iskrena hvala. Sedaj pa prosim na oder našega župana, gospoda Tomaža Drolca, da nam spregovori nekaj besed. Ja, najprej hvala lepa za povabilo in dovolite, da tudi v mojem imenu, kakor seveda tudi v imenu podžupana in obeh svetnikov in občinske uprave vsem skupaj zaželim eno lepo dobrodošlico. Zelo lepo bi vam privoščil, da tudi vi, da ste deležni tega pogleda v polno dvorano s tokimi otroci. Se mi zdi, da je to enkraten pogled in res vam čestitam, da ste se danes v takem velikem številu zbrali. Dovolite mi, da izkoristim tole priliko in skupaj vsem tistem, mamicam predvsem, mamam in tudi tistem, ki šele bodo mamice, čestitam
ob tem res njihovem prazniku, čeprav moramo moški poskrbeti, da bo teh nenapisanih praznikov čim več skozi leto, ampak zdaj, če že ta dva praznika praznujem, vam naj še v imenu prav čisto vseh moških, vsem mamicam in mamam in bakam čestitam, tako vam zdaj letle noter, kot tistem mamicam, ki nas doma gledajo preko televizije, pa dajmo vsem skupaj en velik aplavz. Hvala lepa. No, jaz sem prepričan, da je naša občina, sicer mlada, 7 let šele šteje, ampak naklonjena res temu rodu, mamicam in najmlajšim, saj se mi zdi, da je bila res velika skrb v teh 7 letih namenjena prav vam, mladim mamicam in še bolj otrokom. Če vemo, kam imamo zjutraj pustiti otroka v varstvo oziroma ga napotiti v šolo, da je tam preskrbljen, da je tam v dobri družbi, da je tam res deležen krasne nege, kot jo mi lahko nudimo zdaj s temi prostori, katere smo si omogočili. Se mi zdi, da je to velikokrat mogoče odločilno, a se boste odločila mlad par še za enega oziroma 3., 4. otroka. In to vam moram povedati, v naši občini je. Pri nas je veliko več rojstev kot pa smrti in smo ena redkih občin v Sloveniji, kjer število otrok raste oziroma kjer število rojstev vedno vsako leto preseže število umrlih. Sej pravim, ena redkih občin in verjemite mi, prav se mi zdi, pa ne bom leskal. Zdaj Mirko, ki že res 7. leto uspešno delava. Prav Mirko je tista gonilna sila, ki vedno skrbi, da vsako leto v proračunu ostane toliko denarja, da lahko vse tiste načrte, ki jih imamo v vezi, naj bo to vrtca ali pa šole, izpolnimo. Do zdaj, večkrat sem že omenil to številko, noben nam ne more verjeti. Tisti, ki pozna občino z manj kot 5000 prebivalci, da bi verjel, da smo uspeli v 7 letih preko milijarde dolarjev zbrati in nameniti brez enega dolarja kredita za vrtec in šolo, vam povem, da so to sanje mrzkašne občine. No, da ne bom predolg, bi povedal samo še to, da trenutno smo v komendi, kar se šole same tiče, zaključili z gradnjo, še nekaj milijonov imamo zapadlih obveznosti do dobaviteljev, no, potem je ta investicija pokrita in že v letošnjem letu se mi zdi, da imamo kar, no ne se mi zdi, nočem številko, sem mislil številko povedati, pa jo ne bom, da ne bom napačne povedal, imamo že zagotovljena sredstva za nakup zemljišč prav tle čez Pšato, se pravi med C-barom in Pšato, tle imamo opredeljeno v prostorskih planih prostor za izgradnjo vrtca. Vrtec v komendi sicer rečemo včasih vsakam v čast, 22 let ali 23 let je že star in take izvedbe, kot je bil deležen, se pravi montažna izgradnja, je že večina teh vrtcev, so se na ta način gradili že na smetiščih oziroma na podrtih in so jih zamenjali modernejši vrtci. No, nam ga je uspel v zelo dobri kondiciji še obdržati in seveda, kar je še več uredno. Smo v šolskih prostorih 9-letke uspeli zagotoviti prostore prejšnjih učilnic s preureditvijo, da nas zdaj služijo kot oddelki za malčke in verjemite mi, vse otroke, katerekoli so hoteli upisati naši občani v vrtec, smo lahko sprejeli in tudi, če bi jih bilo še za en oddelek več, tudi ta oddelek bi lahko napolnili, se pravi, kar se prostora tiče, tle ne bomo imeli težav. Ampak, ker sem pa že prej omenil, da je ta vrtec zelo star in da res kliče po novem, smo se odločili izgradnjo tega res modernega, gotovo nam vsega v ponos vrtca graditi prav tle čez Pšato. Do takrat v naslednjem mandatu more biti, se mi zdi, da ali bom jaz ali pa kakšen druga bo mogel zgraditi, ker toliko mladeža, kot ga ne sam zdaj letle v dvorani vidim, tudi kot ga imamo napisanega in zračunanga, ne more drugače biti, kot da se zasluži res prostore.
take, kot jim pripadajo. No, pa če dovolite, bi se jaz zdaj samo še zahvalil vsem gospem od Rdečega križa tle v Mostah, ki vsako leto prirejajo skupaj šolo to krasno prireditev na dan praznikov teh dveh za naše mamice. Seveda, ati je zelo rad zraven prijem, kar je pa tudi prav, da vidimo, komu vse je treba še nakloniti našo pozornost. In naj rečem vsem prirediteljem, tako danes kot za prejšnje leta, se zahvaljujem in hvala lepa in kličem še nadaljne tako naprej. Hvala lepa. Hvala. Glejte, jaz bi se zdaj samo še opravičil. Na žalost bomo mogli kar trije že prej omenjeni s podžupanom vred, pa še Vidotom zdaj čez kakšne dobre pol ure na en sestank. Upam, da nam ne boste zamerili, ker bomo odšli, saj vi se boste tudi brez nas lepo zabavali. Hvala. Lep praznik je pred nami, 25. marec, materinski dan. Da vas imamo, drage mame, babice, res radi, vam bomo danes in seveda vsem ostalim v dvorani pokazali v pesmi, besedi in plesu. Najprej nam bodo zapeli in zaplesali najmlajši učenci prvega B razreda. Jaz imam pa goslice, goslice zveneče, in pojo in pesmice, pesmi zlate sreče. Jaz imam pa rožico, mamico ljubečo, zaigra mi pesmico, ki prinaša srečo. Najlepše na tem svetu? Kdo ve, kdo ve, kdo ve? Najlepše na tem svetu prav vsak to ve. Bolj lepe od pomladi same so naše mame. Lep je pa tudi zvok trobente, če jo igraš tako, kot je igra Gašper iz 4. C.
povsod, ki prvih bi cvetov nabrala, nekomu rada bi jih dala. Globeli resnik še leži, a bledi telov že cveti. Ko po toku tam sem šla, pa izpod grma zacingljal. Ti beli zvončki so cingljali, ker so mene takoj spoznali. A mačice sem jaz nabrala, ko David cvetje sem iskala. Iskala pomladi sem pozdrav. Čeprav visoko so se skrile, jih bodo mamice dobile. Naj s cvetjem danes iz srca čestitamo za praznik ta. Za mamice, za babice, za pridne žene delavne. Naj s cvetjem danes govorimo vse, kar vam lepega želimo. Rožice so iskale učenke dramskega krožka. Mama je ena sama, prva radost je mama. Prvi spev je Nina Nana, prva beseda mama. Kaj je še mama? Prisluhnimo učencem drugega C razreda. Mamica je kakor zarja, zjutraj se smehlja, ko še v postelji sedite, sanjami igra. Mamica je kakor luna, vse noči bedi, da počiva njeno dete, mirno brez skrbi. Mamica je kakor sonček, srček njen je zlat, kakor žari, ki pa sije od nebeških vrat.
Z očetom se vrneva pozno zvečer. Bodi pridna in glej, da ne bo kaj narobe. Seveda, mama, vse bo v redu, brez skrbi. Saj nisem več dojenček. Tako in tako pa imam polne roke dela. Jutri pišemo test pri matematiki. Še malo se bom učila, pa bo popoldne hitro minilo. No, pridna. Adijo. Adijo. Joj, kako si tečna. Ne dovoliš, da bi te na hitro prebrala. Kar naprej me mučiš. Danes pa ne. Joj, kaj pa matematika? Oh, kakšna matematika? Saj že vse znam. Kaj pa, če bi imela zabavo? Ja, živjo, sama sem doma, zabavo prireja. Ja, bi lahko prišla? Ja, lahko pripelješ tudi svojega prijatelja. Skupaj nam bo bolj lušno. Adijo. Plesali so učenci 3. C razreda. Pija, kaj je lahko še mama? Ne boš verjel, mama sem lahko tudi jaz. Če obujem njene čevlje, si nataknem na glavo klobuk in se namažem s pudrom po obrazu. Kako raste mama je pesmica, ki jo bodo predstavili učenci 2. B.
Tudi zaplesali bodo in povedali tudi pesmico Burja. Burja trese naše hruškovije njene veje, ah, lepo je biti burja, veje in se smeje. Veje vije, lomi in se ne upeha, ali slabo biti slamnata je streha. Burja strešno se potere, polje vse prepega, jaz pa čez to prevrnem se že očka krega.
pesmico o potepuhu, ki se je nazadnje vrnil v mamino naročje, smo zapeli učenci 4. B. Kaj je še mama pija? O, ja, mama je tudi nagrbančeno čelo, če nagajam in sem tečna. Dobro vem, kako je zaposlena. Iglico, kam vse mamice hitijo, nam bodo predstavili člani dramskega krožka. John Marioni, Zlonzana, Jelenuk, Potepuh, vsak dan dela tup, 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 vsak dan dela tup, tup, tup. 1, 2, 3, po slovensko, 1, 2, 3. Kam se mamice hitijo, brž ko zjutraj se zbudijo? Kam se jim tako mudi, brž ko zjutraj se zdani? Moja mama gre v tovarno, tkaj blago tam za obleke, da nam zeblo nič ne bo, da nam bo toplo, toplo. Moja mama gre v pisarno in računa tam sedni, včasih glava jo boli. Moja mama je zdravnica in če grlo te boli, rečeš glasno ile, a brž bolezni se spozna. To so pa res super mame. Delovne so kot čebele, Nasmejane in vesele, z nami tudi se igrajo, veselijo in učijo. To so pa res super mame. in zato za praznik ta čestitka naj velja. Take kot ste danes mame, Ostanite nam 7 dni. Take ste najboljše mame, takih več se ne dobi. Spet smo zaplesali skupaj z učenci 3. razreda, ki so recitirali tudi pesmico Zdravilo. Mama je tudi kuhinja, ki diši po piškotih in čokoladnem pundigu. Mama je... Da ne boš govorila o mami samo ti, Pija, bodo v svojih spisih prebrali še učenci 3. B razreda. Moji mami je ime Polona. Najraje se oblači v kavbojke ali žametne hlače in pulover. Mami Polona mi rada pomaga in se včasih zna nauči ali mi razloži kakšno besedo. Je pozitivna oseba, ki se rada nasmeje
ali pa me ob grdem padcu pride pomagati. Je zelo skrbna in prijazna. Zelo sem vesel, da imam tako mami. Moji mami je ime Tatjana. Rada kuha. Zelo jo skrbi takrat, ko ji ne povem, kam grem. Rada obleče hlače in majico. Čeprav se včasih skregava, me ima še vedno rada. Zelo jo imam rad. Vesel sem, da imam skrbno mamico. Moji mami je ime Dida. Rada nosi črno suknjo in kavbojke. Ima suho telo in glavo, majhen nos, zelene oči, črne lase, srednje dolge noge in dolge roke. Je zelo dobra po srcu in mi veliko pomaga. Vesel sem, da imam tako mami. Moji mami je ime Simona. Je zelo suha, najraje nosi kavbojke in brezrokavnik. Njena pogosta obutev so gojzarji. Je zelo prijazna, veliko ve in zna pomagati. Včasih se razjezi, vendar vseeno vem, da nas ima rada. Najrajši ima morje, rada tudi smuča in kolesari. Vedno jo skrbi, ko ne ve, kje sem. Zelo sem vesel, da imam tako mamo. Skrbi, da nisem lačen, da imam nalogo, da sem v šoli uspešen. Želim si, da bi bila vedno tako dobra. Moja mama Bernarda je po poklicu učiteljica. Ima krajše lase in rjave oči. Rada je oblečena v kavbojke in pulover. Če s bratom potrebujeva pomoč, nama vedno pomaga. Kadar je lepo vreme, hodi v hribe in kolesari. Je zelo delovna. Rada se sredi. Zato sem srečen, da imam tako mamo. o kateri so peli učenci 4. C razreda, zares prinesla pomlad. Za vse žene, mamice, za vse zlate babice, naj jim tale sinička drobna vošči 100 in 1000 sreč. Posebno presenečenje za mamin in babičin praznik imajo v igri Pojoči lonček učenci dramskega krožka. Janko, danes si morava izmisliti nekaj originalnega, da bosta babica in mamica strmeli, ko se boste vrnili iz mesta. Kako to misliš originalnega? Nageljne sem že prinesel, bolj originalnih nisem mogel dobiti. Seveda, seveda, ampak tako je vsako leto za materinski dan. Rože, čestitke, bombonjera. No, kaj sem ti rekla? Bombonjera je že tukaj. A tako me sprejemata. Jaz sem pa preletela vse trgovine, da sem dobila najlepšo, največjo bombonjero z velikimi rožami in moja prašiček je zdaj že čisto se stradam. Tonka, ne bodi tako užaljena. Midva s Slavko sva se ravno kar pogovarjala,
da nujno potrebujemo tudi veliko bombonjero. Prav nestrpna sva bila, če ti jo bo res uspelo dobiti. Zdaj, ko je praznik, bi vsi otroci radi razveselili mame, babice, ki tako lepo skrbijo za nas. Hodijo na delo, razmišljala pa sva tudi, kako bi jih še lahko preselili. No, to je razlaga že malo boljša, pa čeprav ni vse prepričljiva, vendar lahko skupaj razmislimo, kaj bi še pripravili. Danes je hladno, babica in mamica se bosta vrnili najbolj premraženi. Skuhajmo jima čaja. V predalu svoje omare imam lep rdeč lonček z velikimi belimi pikami. Skuhajmo jima čaja in podarimo jima še lonček. Kadar boste kuhali čaj, se boste spomnili današnjega dne. Saj, ampak ali ni tole darilo malo preveč praktično? Misliš, da boste res veseli tega darila? Če je to sploh darilo, pa ima to darilo tudi pokrovko? Mislim, da je ob nageljni bombonjeri tako praktično darilo lahko prav zanimivo in da boš vedel, tudi pokrovko ima, lepo rdečo pokrovko. Potem pa kar preizkusimo. Slavka, pojdi pa svoje praktično darilo, da vidimo, kako se bo obneslo. Nikaj reči, prav ljubko je tole darilo, prav ljubko. Preizkusimo ga, kaj prestavimo vodo za čaj? Tudi čaj imam, najboljšega, najbolj dišečega, same planinske rožice so v njem. No, to je pa že preveč reklame. Slavka, ti bi bila prav imenitna trgovka. Pristavimo lonček. Voda v lončku že šumi, kako hitro se je segrela. Pokrovka že popesuje. Poslušajmo. Že šumi, že hitim. Menjuke so prikuhe. Tople čaje, če vas daje, gripa mrzlica angina. Vam pripravim, vam postavim tja na mizo praznično. Lonček decem za darilo, ki še dolgo veselilo mamico bo babico. Saj to je čudežni lonček. Prav lepo darilo. Slavka, le kje si ga dobila? No, moje praktično darilo. Poslušajmo. In klobuček rdeč imam, a nikomu ga ne dam. Že šumim, že hitim. Čaj dušec v meni kuha, kdo rodaleč ga poduha. Zdrav po svoje žive dni. Sem čestitka, sem darilo. Brž pripravim manj kosilo, vse za vašo babico in vse za vašo mamico. Na vrtu rožica cveti, za mamico ta dan diši. Na okno ptica prileti, za mamico ta dan žgoli. Na nebu zvezdica blešči, za mamico ta dan žari. Za mamico bom tudi jaz natrgal rož in skril obraz. Ga dobro skril na njeni rami, da zjutraj sonček tam me zdrami. Mamice, babice, žene in vsi ostali tukaj zbrani, košček te pomladi, s tem kratkim programom vam naj pove, da vas imamo radi. No, s tem je naš kulturni program končan. Jaz se v imenu Rdečega križa prav lepo zahvaljujem učencem osnovne šole Komenda Moste. Posebno se pa zahvaljujemo mentoricam, ki so tako lepo pripravljali otroke na ta kulturni program. In prosim, da se vi zahvalite mentoricam z aplavzom.
In upamo, da še naslednjo leto, da se vidimo. Vas pa prosim, da ne odhajate, ostanite še z nami, s prijatelji, popite kakšen kozarček. Seveda se vam pa prav lepo zahvaljujemo za tako veliko udeležbo. Hvala vam.